V veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta in seveda tudi v svojem imenu. Ko sem se pripravljal na ta dogodek, sem se odločil, da vas ne bom le pozdravil oziroma da vas bom nagovoril in delil z vami nekaj razmišljanj, ki se mi zdijo pomembna in primerna, da jih široko zastavljen mednarodni forum naslovi. Verjamem, da je cilj zbranih hkrati dosegati vedno nove standarde, ohranjati konkurenčnost in varovati planet. Ta naloga, ki se kaj hitro lahko tudi zdi kontradiktorna, zahteva trajnostne rešitve in zeleni prehod. Mora biti premišljen in dodelan. Omogočiti mora dihati s polnimi pljuči ne le gozdovom, naravi, temveč tudi gospodarstvu in vsakemu med nami. Vsi se zavedamo, da moramo ohranjati planet, vendar menim, da mora biti vprašanje reševanja planeta izziv celotnega sveta, ne le Evrope ali jadranskega območja. Govorim o tem, da moramo narediti vse, kar je v naši moči, da preprečimo nadaljnje segrevanje, vedno hujše posledice podnebnih sprememb, a ne na račun usihanja slovenskega in evropskega gospodarstva, kmetijstva ter posledično energetske in prehranske revščine. Bojim se, da bo pretirano omejevanje tako kmetijstva kot sektorja industrije privedlo do odvisnosti Evrope od tretjih držav, ki teh okoljskih standardov pač ne bodo spoštovale. Tako se lahko zgodi, da bomo oddaleč vozili materiale, kot so steklo, jeklo, aluminij, papir, če hočete tudi električno energijo, in bomo s tem soudeleženi pri ustvarjanju veliko večjega ogljičnega odtisa tam, kjer so materiali proizvedeni pod slabšimi standardi, še dodatno pa bomo planet obremenjevali z dolgimi prevozi. Bojim se tudi, da bomo prisiljeni uvažati hrano, ki ne bo ustrezala našim standardom, ker druge ne bomo imeli. Planet je le en. Na to vas ob vsakem močnem vetru spomni tudi puščavski pesek. Pogovarjati se moramo odkrito in pogovarjati se moramo o reševanju planeta, ne pa o reševanju zgolj Evropske unije ali jadranske regije. Sicer pa nam se lahko zgodi, da se bodo države omejile v prepričanju, da rešujejo planet, na to pa bodo le zgolj odvisne in ne bolj čiste. V času nedavne pandemije COVID-19 smo na lastni koži čutili, kaj pomeni odvisnost Evropske unije. Sprejete so bile mnoge politike, za uresničevanje katerih so nenazadnje namenjena velika sredstva znotraj mehanizma za okrevanje in odpornost. Ne dovolimo si tako hitro pozabiti naukov iz navedene krize. Spoštovani, želim vam odlične razprave in kakovostne zaključke, s katerim boste pomembno prispevali k poteku zelenega energetskega prehoda. Hvala lepa.